VAR se v skladu s protokolom FIFA in ob upoštevanju načela minimalno vmešavanje, maksimalna korist uporablja samo v primeru jasnih in očitnih napak v le naprej predpisanih primerih. Zadetki, kazenski udarci, neposredni rdeči kartoni, napačna identiteta. Tole je tako imenovani VOR, Video Operation Room, kjer bodo VAR in AVAR sodniki opravljali svoje naloge v sistemu VAR. Generalno obstajata mobilni sistem in centraliziran sistem. Na Nogometni zvezi Slovenije smo se zlasti v prvi fazi odločili za uporabo tako imenovane mobilne enote, kar pomeni, da se bo v en vozilo prehajalo med stadioni in same tekme in da se bodo tudi videosodniki nahajali na samem stadionu. Druga opcija je tako imenovani centralizirani sistem, kar pomeni, da bi se tekme v tem primeru vodile iz enega centra. Trenutno se je Nogometna zveza Slovenije iz operativnih, praktičnih in tudi finančnih razlogov odločila za uporabo tako imenovane mobilne enote. Zadetki. Po doseženem zadetku VAR preveri morebitni prepovedan položaj in vpliv na aktivno igro, morebiten prekršek strani napadajoče se ekipe, morebiten prehod žoge izven igrišča, če je žoga v celoti prešla golovo črto. Kazenski udarci. Po vsakem dogodku za presojo morebitnega kazenskega udarca VAR preveri, ali je bila pri dosojenem ali nedosojenem kazenskem udarcu storjena očitna in jasna napaka sodnika, ali je bil morebiten prekršek storjen znotraj ali izven kazenskega prostora, morebiten prekršek napadajoče ekipe v fazi pred kazenskim udarcem, morebiten prehod žoge izven igrišča, pravilnost izvedbe kazenskega udarca. Neposredni rdeči kartoni. VAR v skladu s protokolom presoja samo potencialne prekrške za neposredni rdeči karton in ne drugega opomina rumeni karton. Po vsakem dogodku za presojo morebitnega neposrednega rdečega kartona VAR preveri morebiten resen prekršek, nasilno obnašanje in ali čisto priložnost za dosego zadetka. Napačna identiteta. VAR mora vedno preverjati, ali je sodnik opomnil ali izključil igralca, ki je dejansko storil kršitev. Med samo tekmo se bodo v vsaki mobilni enoti predvidoma nahajala 4 osebe. In sicer tehnična oseba, ki bo na voljo v primeru težav, potem video operator. Namenim, da smo pred časom opravili usposabljanje za slovenske videooperaterje, ki bodo predvidoma že na začetku prvenstva delovali z našimi videosodniki. Potem imamo tu prostor za tako imenovanega videosodnika, ki ima na zgornjem ekranu tekmo v živo, na spodnjem ekranu ima pa iz 4 različnih zornih kotov možnost vpogleda z 3-sekundnim zamikom in z morebitnim zoomom, kolikor si želi pogledati situacijo podrobneje. In pa na zadnjem mestu imamo prostor za tako imenovanega AVAR sodnika, to je pomočnik videosodnika, ki ima spodaj spremlja tekmo v živo. Na zgornjem zaslonu pa je zelo pomemben tako imenovani TV program. To pomeni, na tem mestu AVAR sodnik spremlja, kaj TV produkcija prikazuje televizijskim gledalcem pred TV zasloni. O pregledih se VAR ne vpraša, ali je bila sodnikova odločitev na igrišču pravilna, temveč ali je bila jasno in očitno napačna. VAR ni brezhiben, prinaša pa velik prispevek k regularnosti in legitimnosti tekmovanj.